Dober večer in lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci. V današnji oddaji Poslanska pisarna gostimo evropsko poslanko Ireno Jovevo. Dober večer in dobrodošli. Lep pozdrav tudi z moje strani in hvala za povabilo. Prosim, evropska poslanka ste prvič in sicer od leta 2019. Kako velika sprememba v načinu dela je pravzaprav to biti evropska poslanka v primerjavi z vašimi prejšnjimi službami? Kako bi recimo kot pod vprašanje primerjali delo v Evropskem parlamentu z vašim prejšnjim delom novinarstvom? Ja, zdaj sprememba je res ogromna, neverjetna in se je niti ne da, bom sicer poskusila opisati, ampak je zelo težko, ker si je težko predstavljati, kakšen sistem je to, dokler ne prideš dejansko v ta sistem, ker ti lahko vidiš marsikaj in na televiziji in slišiš, prebereš, ampak nikoli ne moreš vedeti čisto 100%, dokler res nisi v tem sistemu. Jaz moram priznati, da sem si marsikakšno stvar predstavljala popolnoma drugače. Mogoče sem šla tudi z rahlo naivnostjo v to z vidika tega, ker sem mislila, koliko se vse da, oziroma ko sem razmišljala, zakaj se pa tukaj nič ne premakne, zakaj se ne da, kako je možno, da se ne da. Ne? In potem prideš v ta, to je res ogromen in res izredno tudi zapleten sistem, govorim v smislu vseh evropskih institucij in zakonodajnih postopkov in tako naprej. In začneš ugotavljati, da nažalost se pa res marsikaj ne da, ne? Čeprav bi si ti želel, ampak so določene stvari pač preprosto, ki niso odvisne od tebe, pa ne glede na to, ali si evropski poslanec ali ne. In potem, ko ugotoviš ali pa ko se sprijazniš, zdaj govorim iz sebe, ko se sprijazniš, da nažalost ne moreš spremeniti sveta, pa bi si želel, ugotoviš pa, da se marsikaj da. In ko začneš se osredotočati na tiste stvari, ki se lahko spremenijo oziroma ki jih nekako probaš izboljšati, ker to je moj namen mojega mandata, zato sem tam, kjer sem, potem je nekako lažje in se navadiš in začneš delati. Zdaj, tako kot sem rekla, marsikaj se da in že če spremeniš življenje na bolje samo enemu človeku, pa ga ne samo enemu, ker res poskušamo delati na tem, da pač izboljšujemo življenja in pogoje za ljudi, ti je nekako lažje oziroma veš, zakaj si tam, kjer si. Kar se tiče primerjave dela v Evropskem parlamentu s kakšnim drugim, je pa res neprimerljivo. Jaz sem delala marsikaj v življenju. V študentskih časih jaz sem delala v restavraciji, v administraciji, tudi promocijske kakšne stvari. Bila sem tudi maskota, res sem razne stvari delala, jaz izredno cenim čisto vse poklice. Ampak moje prvo tako neštudentsko delo, resno delo je bilo pa novinarstvo, tako kot ste rekli. Tudi to je neprimerljivo v določenem delu, ampak recimo z vidika tega, da ti nekaj delaš za ljudi, je pa primerljivo, ker v bistvu je moje poslanstvo nekako, bom rekla, ostalo isto, zato ker jaz sem že kot novinarka služila ljudem, želela služiti ljudem, zdaj pa enako želim početi oziroma se trudim služiti ljudem. Tako da z vidika poslanstva je primerljivo, ampak takrat sem bila kot novinarka nekako v tem polju poročevalstva ali pa raziskovanja, zdaj sem se pa premaknila v polje, močnejše polje seveda z vidika tega soodločanja ali pa sooblikovanja evropske zakonodaje. Ampak namen poslanstva, tako kot sem rekla, pa nekako ostaja enako. Na področje medijev je tudi zdaj v Evropskem parlamentu eno vaše prioritetnih področij, ki jih pokrivate. Kako je pravzaprav za medije in medijsko svobodo skozi vaše oči, relativno mladi ste, poskrbljeno v Evropski uniji, pa ne nazadnje kako tudi pri nas v Sloveniji, in ali na to temo pripravljate v Evropskem parlamentu kakšne predloge? Ja, mi se ves čas vedno znova pogovarjamo o pomenu svobode medijev, o zaščiti novinark in novinarjev in tako naprej, ampak zdaj se pa res lotevamo teh stvari konkretno ali pa zakonodajno, če želite. In ravno zdaj smo začeli z pripravami besedila akta o svobodi medijev, Evropskega akta, torej zakonodaje. In jaz sem poročevalka za ta akt v imenu svoje politične skupine Renew Europe in v bistvu je to nekako tudi zadnje
tedne in še vse prihodnje tedne in mesece verjetno bo to nekako središče mojega dela, no? Vsaj z vidika odbora za kulturo in izobraževanje, v katerem sedim. Tako da ogromno je bilo povedanega na temo svobode medijev, ampak zdaj pa res želimo nekaj z zobmi, če lahko tako rečem, a ne? Zato da ne bomo samo izražali zaskrbljenosti, če se kje dogaja nekaj, kar se ne bi smelo dogajati na področju svobode medijev, ampak da bomo lahko ukrepali. V bistvu prvič v zakonodaji Evropske unije se bo s tem aktom določalo, da se države članice oziroma politika kot taka ne sme vmešavati v uredniško svobodo oziroma svobodo medijev. To je ključna stvar, ki si jo želimo doseči s tem aktom. Želimo objektivnejša merila po državah za upravne in nadzorne odbore, opredeljujemo tudi zelo konkretno področje financiranja javnih medijev, jasne določbe so notri tudi glede močnejše zaščite novinark in novinarjev proti kakršnemukoli nadzoru nad njimi. Skratka, res želimo zaščititi, tako kot sem rekla, novinarke in novinarja, ampak konec koncev tudi ljudi oziroma njihovo pravico do kredibilnih informacij oziroma do obveščenosti. Moram pa povedati, zakaj pripravljamo ta akt. Pa ni ravno hvale vredno, ampak vsi poznamo situacijo glede medijev na Madžarskem in na Poljskem. Tam je res hudo, ampak nažalost je bilo hudo, pa še vedno je, ampak je bilo slabše tudi pri nas. In v bistvu je prejšnja vlada kriva za ta akt, pa tega se jaz zdaj ne izmišljujem, ker to je javno povedala pristojna komisarka Vera Jourova in zaradi tega, kar se je dogajalo s Slovensko tiskovno agencijo oziroma s tem nezakonitim blokiranjem Slovenske tiskovne agencije, takrat je v besedilu akta predvideno zelo jasno določeno, da morajo biti javni mediji financirani na način, da jim omogoča stabilnost in seveda posledično tudi neodvisnost. Tako da to si želimo absolutno tudi urediti. Tako kot sem rekla, jaz sem poročevalka v imenu Renew Europe in zdaj smo začeli s temi res konkretnimi, se pravi, sestankovanji z raznoraznimi deležniki, tudi s parlamentarnim predlogom, ki ga oblikujemo, pripravljamo dopolnila, v bistvu strategijo pogajanj, kako bo vse skupaj izgledalo in jaz res računam na to, da bo ta zadeva sprejeta še v tem mandatu, zato da potem ne bomo samo govorili, ampak dejansko tudi imeli nekaj črno na belem, na podlagi česa bomo ukrepali, če bo to potrebno. No, so srečo pri tem delu, sicer pa nedavno je v Evropskem parlamentu izbruhnil tudi škandal zaradi korupcije oziroma suma korupcije evropskih poslancev povezanih s Katarjem in Marokom. Kako močno je po vašem mnenju pravzaprav ta škandal vplival na ugled institucije in kako se Evropski parlament kot ena taka celovit sistem bori proti temu znotraj lastnih vrst? Kako recimo vi kot mlada poslanka delujete na tem področju? Jaz mislim, da je to, kar se je zgodilo, katastrofa. Res. In za ugled naših institucij in na splošno. Mi je žal, da se je to zgodilo, seveda, ampak je pa absolutno prav, da se vse razišče. Ampak popolnoma razišče, res v popolnosti čisto vse ljudi, ki so sodelovali v teh kriminalnih dejanjih in da se jih tudi ustrezno seveda sankcionira. Ne vem, jaz lahko zase rečem, da je meni to nesprejemljivo in jaz si ne predstavljam, kaj se plete v glavah ljudi, ki to počnejo. Pa ne glede na to, na kakšnih položajih so, ampak sploh, če so v politiki, ker smo že tako na slabem glasu, politika kot taka in je to samo še neka dodatna stvar, ki meče vse ljudi ali pa vse politike v isti koš. Jaz ne bom nikoli pristala na to, da smo vsi isti, ker nismo. In jaz recimo poskušam to dokazovati ravno s tem, da sem jaz sama sebi postavila najstrožja možna pravila v tem kontekstu. Se pravi, nam ni nujno objavljati čisto vseh sestankov s temi tako imenovanimi lobisti. Sestankov, ki jih imajo naši asistenti, sploh ni treba objavljati nikamor, pa jaz to vse počnem. Že od začetka, ne povezano s tem škandalom, ampak čisto od začetka mandata, ker želim biti iskrena in transparentna. In mi vse to objavljamo na moji spletni strani. Objavljam tudi porabo tega pavšala oziroma mesečnega zneska, ki ga dobimo za našo pisarno. Ta sponzorirana potovanja, tako imenovana, torej potovanja, ki ti jih plača nekdo tretji, da ti nekam greš kot evropski poslanec, to bi moralo biti prepovedano, po mojem mnenju. Jaz tega nikoli nisem naredila in tudi nikoli ne bom. Tako da jaz upam, da bomo ta škandal zdaj izkoristili za vsaj neka malo bolj strožja pravila
z vidika evropskih inštitucij, ampak tudi na koncu dneva vendarle vse stoji in pade na integriteti posameznika. Ne? Lahko imamo še tako stroga pravila, pa mora biti človek tisti, ki se odloča, ali bo spal s čisto vestjo ali s kakšno drugo vestjo. Tisti, ki to počnejo, niti nimajo verjetno vesti oziroma obraza. Jaz lahko zase rečem, da spim s čistim obrazom in z mirno vestjo in se trudim to tudi dokazovati vsakič znova. Predvsem to, da res želim biti dober zgled vsem ljudem. No, če sva že pri zgledu, mora biti medklic, tudi sami ste že povedali večkrat, da na začetku svoje poti evropske poslanke, da se ne boste več vrnili v novinarstvo. To je kar taka smela pravzaprav izjava, glede na to, da ste relativno mladi. Tudi s tem ste dokazali oziroma hoteli pokazati, da ni več higienično se vračati nazaj. Absolutno. Jaz sem to že v kampanji povedala in tega se držim, ne glede na to, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, ali z mojim položajem evropske poslanke, ali kjerkoli druge že bom, v novinarstvo se ne vračam. To sem se odločila takrat, bila je izredno težka odločitev, ampak stojim za njo, ker sem se odločila za to z razlogom, pač preprosto politike ne sme biti v novinarstvu in to bi bilo zame popolnoma nehigienično, da grem jaz iz politike nazaj v novinarstvo. No, zelo aktivni ste tudi na področju ohranjanja slovenščine, pa pri njeni uporabi na digitalnih platformah. O tem bi seveda lahko na dolgo in široko govorila, ampak recimo te digitalne platforme, nekaj jih je treba omeniti, Amazon, Netflix pa Disney. Lani ste pisali njim, recimo letos šefu podjetja Apple. Kakšni so odzivi, pa mora biti še to, menite, da vam bo uspelo, čeprav ste prej povedali, da čisto vse se ne da, ampak nekaj je mogoče, bo uspelo kaj premakniti, pa ne nazadnje mladi ste, odkot ta zanos za slovenščino? Ravno to je ena taka zgodba, ki je dokaz, da se da, oziroma da se marsikaj da. Jaz sem začela o tej zadevi razmišljati, bom čisto iskrena, iz zelo osebnega vidika, ker moj oče je vdovec in je upokojenec in si zelo želi biti v koraku s tem digitalnim časom. Pa je že tako ali tako izredno težko, že za nas mlajše tudi, ker se res to zelo hitro razvija, kaj šele za starejše. In kaj šele za tiste starejše, ki pač ne znajo govoriti, recimo v tem primeru angleščine. Moj oče ne zna angleško. In s tem ni nič narobe, je pa narobe to, da on je zaradi tega prikrajšan marsikje in to neupravičeno. Ne? Ker jaz sem mnenja, da če je neko podjetje prisotno na trgu Republike Slovenije, kar pomeni posledično trgu Evropske unije, preprosto mora biti ta jezikovna raznolikost, ki jo tako zelo poudarjamo na ravni Evropske unije, upoštevana. In vse ostalo je diskriminacija in niti ne sme biti pomembno, koliko ljudi govori nek jezik. Preprosto je to treba upoštevati. In jaz sem potem začela razmišljati, ravno zaradi očeta, da to ni prav in kaj lahko storim. Potem sem šla pa še širše razmišljati in sem začela razmišljati o degradaciji knjižnega jezika, ki se dogaja. Pa da se razumemo, moja slovenščina ni popolna v tem smislu, z narečji ni nič narobe, a ne? Ali pa s kakšno tujko na vsake toliko, ampak se pa dogaja res, po mojem mnenju, vedno večja degradacija. In zato so kriva, bom tako rekla, tudi, ali pa so odgovorna tudi ta podjetja, ki so tukaj in nekako ne upoštevajo slovenščine, slovenskega jezika, pa bi morali. Potem sem pa začela še širše razmišljati in sem šla še na tisto skupino, ki je pa res še najbolj po mojem mnenju prikrajšana, to so pa slepi, slabovidni, gluhi in naglušni in se mi ni zdelo prav. No. In potem sem začela razmišljati, kaj lahko storimo. V ekipi smo se pogovarjali in smo se nekako odločili, da bo prva stvar ali pa prvi korak ta nek tak javni poziv, javno pismo. In ja, začeli smo z Netflixom, Disneyjem in Amazonom, potem smo pa nadaljevali z Applom. In zdaj, kar se tiče odziva, je bilo tako. V bistvu se je odzvala večina in so bili tako in negativni in pozitivni odzivi, so bili pa po večini so bili zelo neposredni, no, smo se zelo odprto pogovarjali, tako da ni, da smo se karkoli sprenevedali, ne eni in drugi. Ampak recimo Netflix in Disney sta mi zelo jasno povedala, da nimata v načrtu neke razširitve svoje ponudbe na slovenski jezik, po domače povedano zato, ker jim ni treba. Mi smo zdaj začeli delati na tem
da jim bo treba, da ne bodo mogli več reči tega. Apple je pa malenkost drugačna zgodba. Z njimi sem imela sestanek ravno prejšnji teden in smo se dejansko iskreno pogovarjali tudi o njihovem zavedanju, ker se je videlo, da poznajo problematiko, da se zavedajo, da se tudi pripravlja zakonodaja v Sloveniji, ki bo prenovila te stvari na način, da pač diskriminacije ne bo smelo več biti našega jezika. In so mi tudi povedali, da intenzivno delajo na tem, da omogočijo svojim izdelkom tudi slovenski jezik oziroma posledično vsem ljudem, ki želijo, Apple produkte v slovenščini, in da je to tudi njihova prioriteta. Niso mi pa povedali točne časovnice, zato sem jim jaz povedala, da se ne bom zadovoljila s tem, da so mi rekli, da delajo na tem, ampak bomo nekako v rednem stiku ostali in bom grizla še naprej, bom tako rekla, tudi v to jabolko, ne glede na to, da je kislo. Zato ker se mi zdi, da se tukaj da premakniti stvari in se tudi premikajo. In bom tudi razširila pobudo, če je treba. Imam tudi podporo kolegic in kolegov v Evropskem parlamentu, v tem trenutku neformalno, ampak vendarle razmišljamo tudi o kakšnih zaslišanjih pred odborom za kulturo v Evropskem parlamentu. Kot rečeno, Ministrstvo za kulturo te stvari v okviru svojih pristojnosti že pripravlja, tako da jaz mislim, da bomo s skupnimi napori in skupnimi močmi dejansko prišli do tega cilja, ki smo si ga zadali, in se mi zdi zelo pomemben v teh časih. No. Preprosto moramo skrbeti za naš jezik. Zdaj, od kje jaz črpam zanos? Mogoče predvsem iz tega, ker meni je res jaz res ljubim slovenščino, no, res. Jaz obožujem branje, obožujem pisanje tudi in izredno rada uporabljam slovenščino in jo želim uporabljati še naprej, predvsem v digitalnem svetu, in enako si želim tudi za svojo hčerko in tudi za vse ostale. No, pač ne želim, da izumre slovenščina, zdaj govorim digitalno, kaj šele kjerkoli druge. In storila bom vse za to, kar lahko v moji moči, da pač to upoštevajo tudi podjetja, ki so na našem trgu. Dobri izgledi vlečajo, sicer pa glede na to, da ste mlada evropska poslanka, vso srečo tudi na tem področju aktualnih vsebin se lotevava. Naslednje je zeleni dogovor in pa energetska kriza. Sila pomembni stvari in obe sta v zadnjih letih še kako zaznamovali politiko Evropskega parlamenta. Kako bo recimo vse skupaj dnevno slišimo marsikakšen komentar, kako bo po vašem vse skupaj vplivalo na Slovenijo, pa če greva bolj lokalno. Tukaj v Velenju smo, vsi se zavedamo podnebnih sprememb, vendar najavlja se zdaj vprašanje, ali zaradi različnih omejitev, ali se bo morda zgodilo, da bo zaradi tega vsega prebivalstvo na slabšem. Kako uskladiti, uravnotežiti vse skupaj? Jaz moram povedati najprej to, da ne sme biti zaradi tega prebivalstvo na slabšem. To se res ne sme zgoditi in mi si prizadevamo ravno za to, da se to ne zgodi, da do tega ne pride. Zdaj, če govorim v imenu svoje politične skupine Renew Europe, niso ta usklajevanja enostavna, zato ker naša politična skupina je liberalna in imaš notri razne stranke, bom tako rekla, tudi države, konec koncev, in nekako vsak zastopa različne stvari, ampak tukaj smo si res enotni, da se ta zeleni prehod je ključen, je pomemben, izredno pomemben, ampak ne sme negativno vplivati na ljudi dolgoročno sploh. Pa tudi konec koncev se moramo zavedati podnebnih sprememb oziroma težav, ki jih imamo zaradi okoljske krize, ampak to se vse da narediti na način, da pač preprosto ne slabša življenja ljudem, sploh tistim, ki živijo na takih območjih, kjer je to nekako bolj izrazito. Zdaj, kar se tiče proizvodnje električne energije v Tešu, ogromno se govori o tem zdaj verjetno še toliko bolj zaradi vsega, kar se dogaja, energetske krize oziroma vojne v Ukrajini. Tudi s tem se ogromno ukvarjamo na evropski ravni, logično in upravičeno. Ampak ta proizvodnja ima seveda pomembno vlogo v tej nacionalni mešanici energetskih virov in seveda je pomembna tudi za lokalno gospodarstvo, tukaj v dolini, tudi z vidika zaposlovanja, absolutno. Ampak je pa ta
rudarska tradicija, dolga rudarska tradicija vplivala tako ali drugače tudi na izobraževalne priložnosti v regiji. No? Bom tako rekla, na lokalno prebivalstvo in na okolje in ni prinesla samo priložnosti, ampak je ustvarila tudi določene prepreke, ki jih morda sicer ne bi bilo toliko, recimo, ne vem, tudi kakšna manjša angažiranost med mladimi ali pa večja želja po odseljevanju, a ne, in tako naprej. Absolutno so tukaj tudi gromozanski učinki na okolje in vplivi na, recimo, ne vem, trajno prostorsko razvrednotenje kmetijskih zemljišč, uničila so se marsikatera področja ali pa izrabila, izgubili smo marsikatero naselje, tudi zaradi vsega. Zdaj govorim res tako čisto zgodovinsko gledano. In vse te posege v okolje nekako odplačujejo, se mi zdi, a ne, prebivalke in prebivalci Šaleške doline in res je nujno izvesti ta prehod pravično, sorazmerno in pošteno. No, tako. In mora vključevati čisto vse vidike ta prehod. Okoljsko sanacijo, prostorsko sanacijo, prestrukturiranje, o tem se tudi ogromno govori, vem, da je to izredno pomembna stvar v regiji, prekvalifikacija delovne sile in tako naprej. Če se bo vse to upoštevalo in zdaj, če govorim na evropski ravni, se te zadeve res upoštevajo oziroma se trudimo, no, za to tudi mi, ki smo recimo v tem primeru iz Slovenije, da se upoštevajo tudi naše nacionalne zadeve, da se upošteva tudi, kaj je premogovništvo dalo regiji, celotni Sloveniji v bistvu. Potem jaz mislim, da nas ali vas ne sme skrbeti za prihodnost. Se pravim, če bo to pravično in tako, kot mora biti, in jaz verjamem, da bo. Zato, ker si tudi Velenje oziroma širša okolica zaslužita pač zelen prehod, ki bo omogočil to, da bodo vsi živeli bolje, ne slabše, absolutno ne slabše. No, družno sva pred pogovorom ugotavljala, da čas hitro teče. Zdaj, če narediva eno črto, kakšni so recimo največji dosežki vašega aktualnega mandata, pa zakaj se boste zavzemali do konca letega? Katerim izzivom sledili? Zdaj, če se ozrem na mandat, je bil en tak unikum, bom rekla. Mislim, da to lahko rečem, ker se nam je ogromno stvari zgodilo nepričakovanih. No. Tudi na žalost, doživeli smo Brexit oziroma izstop ene države, prvič v zgodovini iz Unije. Doživeli smo korono, ki nam je vsem obrnila življenje na glavo. Doživeli smo oziroma doživljamo še vedno, na žalost, vojno v Ukrajini. To so vedno znova neke izredne razmere, posledično seveda tudi energetska kriza zaradi vojne in nekako nam te razmere ne dopuščajo v popolnosti osredotočenja na neke druge stvari, ki absolutno tudi so prioriteta. Vedno znova se moramo ukvarjati s temi krizami, upravičeno seveda, da se razumemo, moramo se ukvarjati s tem. Ampak cel mandat je bil res, kot sem rekla, zelo tak unikaten in tudi izjemno pester zaradi vsega tega. Ampak smo ogromno storili, no, na področju predvsem pokoronskega okrevanja, tudi v podpori Ukrajini, moja politična skupina Renew Europe res ogromno da na te stvari. Mi smo dosegli ogromno kolektivno, res kolektivno pri teh zadevah, od raznih mehanizmov, recimo, ne vem, sklada za okrevanje in odpornost do določenih stvari na področju okolja, recimo tako imenovani zeleni dogovor. Mi smo imeli v Renew Europe res veliko vlogo pri ustvarjanju tega, konec koncev tudi na področju teh digitalnih zadev, akt o digitalnih trgih, akt o digitalnih storitvah, tudi tam je bilo doseženega veliko. Ampak vse to so bili kolektivni napori, ker vse je pomembno, da skupnimi močmi nekako dosegamo vse te ključne stvari, ki smo se jih postavili za prioritete. Če grem pa jaz tako osebno na svoje cilje, oziroma kaj si želim v tem mandatu doseči, jaz si želim predvsem speljati do konca ta že omenjeni Evropski akt o medijski svobodi oziroma svobodi medijev. Res si želim, da bomo v tem mandatu to zadevo sprejeli, ker smo za marsikakšno področje ali pa marsikatero državo pozni
ampak se vseeno da pa marsikaj tudi rešiti in želim, da imamo nekaj oprijemljivega za neke sankcije teh dejanj. To je nekako v okviru odbora za kulturo in izobraževanje, v katerem sedim. Moj fokus, torej mediji v tem trenutku, potem v okviru drugega odbora, v katerem sem, to je zaposlovanje in socialne zadeve, se zdaj osredotočam predvsem na boj proti neplačanim pripravništvom, oziroma borim se za to, da so čisto vsa tudi pripravništva plačana, ker mislim, da morajo biti, ker izkušnje ti ne plačajo računov, pa ne glede na to, ali si pripravnik, to je še vedno delo. In se mi zdi prav, da to uredimo na evropski ravni in upam, da bomo. Sem pa tudi del take napredne, majhne, ampak vendarle večine, ki se pa čisto res iskreno bori za boljše pogoje, v tem primeru socialne ljudi v tem odboru, recimo glede urejanja evropske minimalne plače in tako naprej. Tudi izboljšani pogoji za mlade na splošno, tudi tukaj je ogromno. Potem tretji odbor, ki bo zdaj moj fokus, je pa čisto na novo ustanovljen pododbor za javno zdravje. Jaz sem tam postala podpredsednica in tam se želim fokusirati predvsem na področje duševnega zdravja, ker se mi zdi, da je ta tema še vedno, mogoče ne več toliko, ampak še vedno tabu, oziroma se o njej mogoče premalo govori, vemo pa, da je ogromno težav, ne samo med mladimi, tudi na splošno med ljudmi na tem področju in mislim, da je prav, da se začnemo resneje ukvarjati tudi s tem in poskušati na odločevalski ravni narediti čim več, kar lahko. Tukaj potem je tudi definitivno Zahodni Balkan, je tudi eden od mojih prioritet. Jaz sem tudi podpredsednica delegacije za odnose med Evropsko unijo in Severno Makedonijo, tako da tudi tukaj bi si res želela malo več izpolnjenih obljub glede širitve Evropske unije. Absolutno je pa tudi moj cilj vsaj do konca tega mandata doseči nek napredek pri tem mojem boju za slovenščino. Tako da to so nekako moji fokusi, v katere se usmerjam in res upam, da bom na koncu mandata lahko pokazala in dokazala ljudem to, kar že tako ali tako želim vsak dan znova, da se res trudim delati za dobro vseh. Irena, čisto odkrito nam ob koncu pogovora, počasi se bliža namreč konec, povejte, ko ste prestopili prag Evropskega parlamenta, seveda relativno mlada evropska poslanka, kaj so dejali starejši uveljavljeni pravzaprav poslanci in poslanke, ker ponavadi vemo tudi v našem okolju tisti starejši pravzaprav ali sprejemajo mnenje mlajših ali pa rečejo, nimaš pojma, bodi tiho, bodi pridna in se uči. Kakšno ste pravzaprav vi to začetno podoživljali? Ja, absolutno je bilo ogromno tudi tega, da nimamo pojma, ker smo mlajši. Ampak ni res. In jaz se jim ne pustim, res se jim ne pustim. Jaz sem se navadila na te komentarje oziroma sem se navadila na to, da pač tudi njim dokažem, da temu ni tako. Jaz nimam nič proti tistim dolgoletnim kolegicam in kolegom, ker tudi jaz od njih se ogromno naučim, ampak se tudi oni lahko od mene marsikaj. In jaz ne sprejemam komentarjev, da nimam izkušenj, nimam mojih izkušenj ali pa da smo premladi, ker skupina nas mladih evropskih poslank in poslancev je res doprinesla ogromno sprememb na bolje v Evropskem parlamentu. In nekateri kolegice in kolegi mislijo, da so popili vso pamet tega sveta. Jaz se zavedam, da nisem vsevedna, predvsem se zavedam tudi, da nisem samozadostna in predvsem pa nisem več vredna od kogarkoli, ne glede na to, da sem na tem položaju. In jaz želim biti dober zgled kot političarka, ker imamo dobrih zgledov nažalost premalo in preprosto se trudim izključno za to. In mi je iskreno povedano popolnoma vseeno, kaj govorijo o meni starejši kolegice in kolegi, ker je tudi tega vedno manj, ker so ugotovili, da nimajo prav. No je pa tudi res, mogoče kratka misel za konec, da zdaj mlajši poslanke in poslanci pravzaprav prevzemate pomembno vlogo. Prej sva se menila, tam okoli 40% vas je in vas glas se sliši in vedno bolj se bo. Ja, absolutno. Podpišem in prav je tako. Mogoče, kot rečeno, ena misel ob koncu pogovora? Jaz si samo želim na koncu mandata, da bo štelo moje delo, moje rezultati in želim, da vsi tisti ljudje, ki se bojo
ozrli na moj mandat, rečejo, ona je pa nekaj naredila dobrega, pomembnega za naše življenje, ker jaz se res trudim to početi in res si želim, no, da bi vsi ljudje živeli bolje, predvsem naše naslednje generacije. Naj vam uspe, predvsem zaradi vas, pa tudi zaradi Slovenk in Slovencev, Evropejk in Evropejcev. Hvala lepa za večerni pogovor in vse dobro, srečno. Hvala lepa tudi vam, srečno. Prosim. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala pa tudi vam za pozornost. Nasvidenje.